Gospod župan, ponavadi ob občinskem prazniku vprašamo najprej to, kako ste zadovoljni z letom, ki je poteklo od prejšnjega občinskega praznika. Najprej naj povem, da smo mi bolj na koledarska leta kot od praznika do praznika narejeni, zato ker smo vezani na proračune in na denar. Tako da nekako se mi zdi, vedno delamo plane od začetka do konca koledarskega leta, a vendar naj povem, da je bilo letošnje, zadnje leto predvsem leto pripravljanja projektnih dokumentacij in da smo pa zdaj po številnih uspešnih projektih, pa točno tam, kjer smo želeli biti, mogoče tudi pol leta nazaj, se pravi tik pred pričetkom največjih, jaz bi rekel, 5 infrastrukturnih projektov, za kateri smo si prizadevali, da jih v tem mandatu začnemo in da bomo čim dlje jih pripeljali. Zdaj jaz prepričan sem, da so teh 5 projektov, mislim, da že vsi Hrastničani poznajo. Eden je začetek gradnje doma starejših. Zdaj, če moje informacije držijo, je ravno v teh dneh objavljen razpis za izbor izvajalca za gradnjo doma, kar pomeni, da je to 60 dni oddaljeno od začetka gradnje, dobrih 60 dni. To bi pomenilo, da bomo v drugi polovici avgusta imeli gradbišče, ki si ga res že predolgo želimo, in da je leto trenutek od začetka do konca gradnje, do vselitve v resnici naj bi bilo leto in pol. Tako da jaz sem vesel, da se bojo končno premaknili stroji in da se bo to zgodilo za domom starejših. In drugi projekt, ki smo ga pa prejšnji teden na občinskem svetu potrdili tudi s finančno konstrukcijo in z dokumentacijo in je ravno kar šel v vloga na Stanovanjski sklad Republike Slovenije za sofinanciranje, pa je seveda Resnica. Tudi na Resnici bomo sicer kak mesec kasneje kot na Leši pričeli z deli, vendarle pa je ta jesen tista, ko se bo začelo graditi 84 javnih najemniških stanovanj tudi na Resnici. Od tega bo 1/4 občinskih stanovanj, se pravi 21 bo investitor občina Hrastnik, ena polovica, dobra polovica bo Spekter in preostali delež, se pravi to je 20 stanovanj na eni polovici in 21 na drugi polovici bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije, kar pomeni, da bomo imeli 84 javnih najemnih stanovanj in da bomo lahko letos konec leta bili priča 2 velikima gradbiščima. Še dve manjši gradbišči se začenjata v teh dneh. Z enim se je že v resnici začelo, to je inkubator, poslovni, se pravi industrijski inkubator oziroma podjetniški inkubator, ki se začne uradno graditi v naslednjih dneh. Je že trenutno delovišče, ker smo najprej morali en kup stvari umakniti, tudi narediti dostope, to je naredila komunala, zdaj pa prihajajo gradbinci za mehanizacijo in naslednje leto v mesecu maju sledi otvoritev tega, po mojem mnenju, za prihodnost izjemno pomembnega projekta. 4. projekt je vezan prav tako na industrijsko cono oziroma na področje bivšega rudnika. Tu v teh dneh pripravljamo razpis za izbor izvajalca in naj bi že do konca meseca julija tudi na tem področju obrtne cone Rudnik, mi včasih temu rečemo tudi Krgverk, tem območju naj bi se pričela dela, se pravi sredina tega poletja. To so 4 veliki projekti, ki smo že zelo, zelo blizu. Pri 5. to pa je cesta skozi Dol, pač tukaj pa moram priznati, da smo v zadnje pol leta pa res veliko truda vložili, da smo kot občina prevzeli breme in tudi delo države, zato da bomo sploh se lahko čez 2 tedna za državo usedli in podpisali sofinancerski sporazum. Obljubljeno nam je bilo, da naj bi pred 15.7., ko se pričnejo parlamentarne počitnice, podpisali sofinancerski sporazum za cesto skozi Dol. Sofinancerski sporazum pomeni, da si občina in država razdelita strošek. Namreč številni ne vejo, gre za državno cesto, ki jo v resnici financira in gradi država. Občina pa je zavezana na tem delu sofinancirati oziroma financirati pločnik, javno razsvetljavo
ter kar je urbane opreme, se pravi, tukaj pride do zamika obeh avtobusnih postaj, nekaj teh pešpoti se še zraven ukomponira, tudi kak priključek lokalne ceste je strošek občine, tako da mi smo zdaj pred podpisom sofinancerskega sporazuma, do takrat moramo povložiti še gradbeno dovoljenje za lokalni priklop, kjer pa čakamo na eno soglasje te iste države, ki je odkupovala ena zemljišča in je en majčken delež, če so mi prav povedali, okrog 30 kvadratov zemlje še ni prepisano na državo in ne moramo dobiti služnosti za vložitev gradbenega dovoljenja, ker je postopek lastništva na sodišču zaradi dedovanja. Tudi ta postopek naj bi bil v zaključni fazi in jaz verjamem, da bomo do 15.7. zložili in dedovanje in vložitev gradbenega dovoljenja za lokalni priklop in zagotovili sofinancerski sporazum z državo. Na to pa je samo še pred nami izbor izvajalca in država po besedah, ki smo jih dobili, po zagotovilih direkcije in tudi pristojnega ministrstva naj bi letošnjo jesen na Dolu začeli od Forsteka proti centru z deli na lokalni cesti, na državni in lokalni cesti skozi Dol. Tam pride nov priključek za uvoz proti naselju teh blokov na Dolu, se pravi tudi nova lokalna cesta proti tem naselju, proti šoli, proti vrtcu in proti Grči. Kako bo potekala ta cesta? Ja, to je točno ta cesta, za katero bomo vlagali gradbeno dovoljenje in čakamo odločbo sodišča, da je dedovanje urejeno. Cesta bo potekala približno na mestu, kjer so zdaj v teh dneh zaključili z urejanjem površin za rušitev hiš. Tam se cesta priključi mimo rokometnega igrišča, zunanjega seveda, ki pride majčkeno podaljšano. Vemo, da je bilo v preteklosti skrajšano zaradi požarne poti v šolo in vrtec, tako da tam najprej širimo to igrišče in tam približno, kjer danes stoji pitnik, je predviden nov most čez potok in na to povezava proti državni cesti. Od tam tega mostu pa gre seveda potem cesta mimo gostišča Gurman do dvorane Dolanka, tam pa se potem cesta poteka naprej po obstoječi cesti. Tako da jaz mislim, da je tudi za ureditev Dola to izjemna pridobitev, ne samo zaradi te ceste, ampak tudi zaradi tega, ker križišča, ki ga poznamo danes, več ne bo in bo tam samo še varna pot za šolarje iz avtobusnih postaj. In jaz sem prepričan, da je to križišče eno manj preglednih trenutno, potem pa verjamem, da bo eno bolj varnih v občini. No, če smo že pri cestah, srčna rana je verjetno cesta Hrastnik-Zidani most. Kaj novega na tem področju? Mi smo zaradi enega drugega projekta, vseh 5 županov, ki se ukvarjamo z umeščanjem hidroelektrarn na srednji Savi, tu je poleg 4 zasavskih prisotna še občina Laško, ker gre Zidani most je v občini Laško. Smo se nekajkrat sestali, naslednji sestanek je 2. julija z obema državnima sekretarjema, se pravi z infrastrukture in z okolja, kjer se pogovarjamo o umeščanju v prostor in nam so zagotovili, da bomo do 2. julija pridobili podrobno časovnico, kje trenutno so dokumenti za to cesto in kdaj predvidoma bo to zaključeno in kakšni so naslednji koraki ter kdaj se začne graditi. Ministrica v Hrastniku ni prišla z najbolj obetavnimi obeti, ker smo pričakovali, vsaj ko je bilo 2023 zagotovljeno, da naj bi se v decembru leta 2025 ta cesta začela graditi. Ministrica pa je rekla, da je približno za 8 do 9 mesecev zamika do začetka gradnje. Zato smo tudi zahtevali, da preden se karkoli pogovarjamo o ostalih projektih, da želimo dobiti en uraden dokument iz strani ministrstva, ki nam bo to časovnico predstavil in potem na en mesec ali 2 meseca natančno sledimo temu, kaj se v prostoru dogaja. No, zdaj smo govorili o večjih projektih v občini. Kaj pa manjši, s katerimi ste najbolj zadovoljni?
Mogoče preden gremo na manjše projekte, še povem, da smo bili v tem letu uspešni tudi pri projektih za naprej. 2 projekta v sklopu dogovora za razvoj regij smo še dobili potrjena, podpisali ta dogovor in tu se začenjajo dela v 26 in zaključujejo v 27, namreč kanalizacija Prapretmo-Frtica, Dirmajerjev hrib za preplastitvijo in ureditvijo vseh cest. In projekt Zelena ves Hrastnik-Trbovlje, kjer se po dolgem času spravljamo urejati tiste področje ob Bajerju na Ojstrem, ki mislim, da bo zelo velika pridobitev za obe občini, ker leži celotna infrastruktura od pešpoti do vsega, kar se tam načrtuje ravno med obema krajema. Tako da jaz bi rekel, da tudi to spada v tisti del zagotavljanja dokumentacije in birokracije, s katero smo se v tem letu res veliko ukvarjali. Kar se tiče manjših projektov, naj povem, da smo veseli, da smo bili lansko leto po občinskem prazniku priključeni na šoli. Tudi tisto je trajalo nekaj predolgo, so mleli državni mlini, ampak smo bili prvi v državi. Ta elektrarna skupnostna je prejela 4 mednarodna priznanja za socialno inovacijo. Gre za dober projekt in med tem smo naredili še dodatno sončno elektrarno na strehi zdravstvenega doma v Hrastniku, tako da zdaj je vseh vključenih pravnih subjektov od gospodinjstev, pravnih oseb ter javnih zavodov oziroma občine že 32, kar je lepa številka. In jaz verjamem, da bomo s projekti nadaljevali tudi v prihodnje. Nekaj se obeta, mogoče o tem več v jeseni, ker pripravljamo še ene študije pa izračune, da vidimo, kakšna je ekonomika tega projekta. Zelo sem zadovoljen s tem, da smo uspeli dobiti novo reševalno vozilo. V Hrastniku je bilo večkrat izpostavljeno, da država razmišlja o ukinitvi 24-urne dežurne službe v Hrastniku in jaz sem prepričan, da je to nekaj, kar moramo vztrajati, da kot kvaliteta 24-urno nujno reševalno vozilo ostane v Hrastniku. Zaenkrat nam gre pri tem v redu. Pričakujemo še novo vozilo urgentnega zdravnika, to je za uvedbo dispečerskega sistema, ki deluje od oktobra predprejšnjega leta. Se pravi, dispečerski sistem je pokazal, da je 24-urna dežurna služba na točki v Hrastniku dobra, tudi z drugega vidika, ker prej smo pokrivali bolj proti Zasavju, zdaj pa dispečer v Mariboru ne gleda več na občinske in regijske meje in velikokrat pokliče to naše reševalno vozilo tudi v Rimske Toplice, v Radeče, v Laško, če na tem terenu ni drugega reševalnega vozila. Tako da izkazalo se je, da smo na strateško pomembni točki in da je to upravičljivo oziroma da si zaslužimo v Hrastniku reševalno vozilo. Jaz mislim, da je v zdravstvenem domu bilo narejeno veliko stvari, manjka nam še en zdravnik. Dobra vest v teh dneh je, da z julijem prične zobozdravnica na Dolu, nova prihaja, in da se v juliju odpira tudi pulmološka ambulanta v zdravstvenem domu Hrastnik. Sicer je program samo 33% zaenkrat, ampak to je širjenje dejavnosti in v bistvu jaz mislim, da zelo dobra stvar za naše občanke in občane. Jaz verjamem, da so ta ključna zavoda za vsako občino zdravstveni dom, se pravi dostop do zdravstvenih dejavnosti in na drugi strani komunala, da nam se pravi fekalije odtečejo in pitna voda priteče. To so ključne stvari. Zelo veliko smo naredili tudi na ceni električne energije. Podpisan dogovor s HSE-jem ob izgradnji največje sončne elektrarne nam daje upanje, da bomo že do konca tega leta, ker naj bi HSE začel tudi jeseni graditi to sončno elektrarno, imeli dodatnih slabih 500 kW električne energije po zelo nizki ceni. To pa pomeni, da lahko še pocenimo elektriko za javno razsvetljavo in za črpališča na vodovodih. Z opremljanjem sončnih elektrarn, mimogrede, vmes smo bili uspešni vse 3 občine skupaj s konzorcijem pomurskih občin, tudi na razpisu glede skupnostnih javnih sončnih elektrarn, tako da dobimo še 2 elektrarni. Ena gre 100 kW na streho
kompresorske postaje, se pravi inkubatorja, ki bo prav tako energetsko samooskrbna, in druga gre na streho godbenega doma, s katero bomo pokrivali tudi knjižnico v Hrastniku. Tako da jaz mislim, da na področju električne energije gremo po poti, da bi občina Hrastnik bila, vsaj kar se javne rabe tiče, med najcenejšimi v državi že v naslednje leto. Je še kaj takšnih načrtov, katerih se močno veselite v občini, ali pa kaj takšnih stvari, s katerimi ste bili res zadovoljni? Jaz mislim, da če uspemo zastavljene projekte realizirati, če zagotovimo še dodatnega zdravnika v zdravstvenem domu Hrastnik in če bodo vsi javni zavodi uspeli zagotavljati ustrezne kadre, smo namreč v trenutku, ko ima Zasavje rekordno nizko brezposelnost, in kadri, ki so na zavodu za zaposlovanje, ne ustrezajo profilom, ki jih trg potrebuje. Ugotavljamo, da imamo na zavodu veliko delavcev z nižjo izobrazbo, kar pomeni, da bo vse težje zagotavljati tudi učitelje, vzgojitelje, medicinske sestre in tako naprej. Jaz mislim, da so to v resnici glavni izzivi za prihodnost. Želimo pa si, to pa ni skrivnost, da jeseni podpišemo dogovor se pravi nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja za gradnjo 10 ali 20 oskrbovanih stanovanj. Tega zaenkrat v Hrastniku še nimamo. To nam še manjka do tega, da bi lahko čez 2 leti bili ena najboljših občin na področju bivanjske problematike. Jaz mislim, da smo že danes blizu temu, ker 300 stanovanj v lasti občine in še slabih 650 stanovanj v lasti države, se pravi, pomeni, da imamo skoraj sigurno največ javnih najemnih stanovanj v državi že v tem trenutku. Pustiva, da niso vsa v stanju, ki so nam v ponos, ampak jaz sem prepričan, da na tem področju se bo v naslednjih letih veliko dogajalo in iščemo načine in vzvode, kako tudi vse te službe, ki sem jih prej omenil, spodbuditi, da v Hrastniku ostanejo dolgoročno, da to niso samo dnevni migranti, in želimo si tudi tega projekta, se tudi veselim, da se ob državni cesti na Dolu vzpostavi nova poslovno-obrtna cona, ki bo kar naenkrat tam nad podjetjem Forstek postalo veliko prostora. Tisti, ki se danes peljejo čez Dol, vidijo, kaj se je zgodilo že z rušenjem 3 hiš, z očiščenjem celotne površine postane res velik prostor za to namenjen. Veselim se še enega projekta, ki je oddaljen v prihodnost mogoče malce več, je pa pomemben, namreč začenjamo z umeščanjem kolesarske povezave od Rimskih Toplic preko Marnega do Hrastnika in želimo si potem kasneje tudi preko Ojstrega v Trbovlje. To je skupen projekt občin Laško, Hrastnik, Trbovlje in tudi en del Zagorje. Je sploh kakšna stvar, s katero kot župan niste zadovoljni? Več stvari je takšnih, pač jaz mislim, da so rezerve povsod, pač tisti, ki meni, da dela brez napak, je sigurno ni na pravi poti. Rezerve so povsod, rezerve so največkrat v ljudeh, v komunikaciji. Želimo si mogoče tudi na kakem ministrstvu se velikokrat ostavijo stvari, dokumentacije. Mimo grede, da ne pozabiva, zelo pomembna stvar realizirana v preteklem letu, več kot 1 milijon evrov je bilo vloženih v popoplavno sanacijo po poplavah leta 2023 in skoraj še za 1 milijon evrov imamo še projektov pred nami. Jaz mislim, da si krajevna skupnost Podkraj zasluži in pred nekaj dnevi sem bil na njihovem prazniku in ugotovil, da so res hvaležni za to, kar je bilo narejeno, ker zdaj recimo je cesta prevozna, kar nekaj usadov je bolje narejenih, kot jih je bilo predtem, in to so v resnici tiste male zmage, ki pridejo po takih težkih trenutkih, ki so vedno nepričakovani in na katere ne moramo biti nikoli pripravljeni. Tisto, kar bi si pa želel, pa mislim, da imamo tudi vsi še nekaj manevrskega prostora, je pa predvsem komunikacija, več spoštovanja drug do drugega, več tega, da pač je potrebno obsojati sovražni govor, da je potrebno obsojati nasilje, če tudi samo verbalno nasilje, in da se moramo vsi skupaj boriti proti nasilju. Vidimo, da v svetu
se dogajajo zelo tektonski premiki, ki ne vlivajo največjega optimizma, in jaz sem prepričan, da moramo že danes delati na tem, da bomo ljudje bolj enotni in da bomo poizkušali ustvarjati okolje, ki bo stimulativno in ne preveč v smislu nestrpno. No, občanom ste zastavili dva izziva, en je knjižni, pa me zanima, katera knjiga od tistih, ki ste jih predlagali, je vam pobožala dušo. Več, mislim, vsekakor so vsaka knjiga posebej se dotakne nekih tematik povezanih z Zasavjem. Jaz recimo na tem mestu, glede na to, kaj sem malo prej rekel, bi vsekakor predlagal knjigo od Bregmana, Človeštvo skozi prizmo optimizma. Jaz mislim, da to je knjiga, ki jo danes, ki bi si jo zaslužil marsikdo vzeti v roke, dobra, berljiva, tudi počitniško čtivo za na morje, to lahko je. Kaj pa športni izziv, kateri, verjetno ste ga prehodili, ne? Kateri hrib je tisti, ki vam je najbolj všeč v tem izzivu? Ja, športni izziv bom prehodil vsako leto, ker to se mi zdi, da je najboljši zdravnik za vse nas, da se gibamo in da skrbimo tudi za to, da se kako uro preživimo v naravi. Meni osebno je drugače zelo blizu Ostri vrh, mogoče zaradi tega, ker je najmanj obljuden in ker ga imam najbližje, ko si sposodim psa pri mojih starših, tako da mi je posebno ljubno. Drugače pa mislim, da so vsi hribi, tudi vrh Kopitnika zna biti zelo očarljiv, če prideš v primernem vremenu. Mislim, da so res, vsak hrib je posebej lep, tudi tisti, ki niso v županovem športnem izzivu, je kar nekaj takšnih vzpetin pa hribov pri nas, ki bi si zaslužil vsaj sprehoda in pregleda, kaj vse imamo. Gospod župan, najlepša hvala za pogovor in vse dobro ob občinskem prazniku vam in vašim občankam in občanom. Hvala, tudi se pridružujem tej čestitki in predvsem naj bo ta enotnost, ki so jo naši predniki 1934 ob tem res masovnem uporu izžarevali, naj bo to naš cilj za prihodnost.